Benčiča, ki nas je slovesno in z zanosom uvedel v praznovanje 80-letnice osvoboditve Kopra. Spoštovani tovarišice in tovariši, na prizorišče prihajajo praporščaki, ki jih vodi Denis Opatič. Care compagni, diamo il benvenuto ai portabandiera. Forte coraggio! Nemci pa sta odpluli iz Kopra z ladjo okrog 17. ure popoldan. Toda ni jim uspelo razstreliti pristanišča, ker je to v zadnji hip preprečil nemški vojak, s tem, da je prerezal žico, s katero so bile povezane mine. Potem je ostal v mestu in se predal. Tako o osvoboditvi Kopra berem iz knjige Slovenska Istra v boju za svobodo in naprej. Partizani so se v Koper vrnili še isti dan. Ta je bil 30. aprila leta 1945, povsem osvobojen. Naslednjega dne so prišli še predstavniki okrožnih in drugih političnih organizacij NOB. S tem zgodovinskim dogodkom je bil ovenčan z zmago 100-letni boj zatiranega istrskega ljudstva za narodno in socialno osvoboditev. Spoštovani, zbrali smo se na pomemben dan. Spominjamo se 80. obletnice osvoboditve mesta Koper in konca druge svetovne vojne. Questa bellissima piazza ci accoglie oggi per ricordare un momento epocale e per celebrare assieme l'80° anniversario della liberazione della città di Capolistria e la fine della Seconda Guerra Mondiale.
La ribellione che era iniziata nella regione del litorale più di 20 anni prima contro il regime fascista, dopo la capitolazione del Regno d'Italia, è continuata nella lotta contro il dominio nazista. Da, bio je upor proti fašističnemu režimu, ki se je po kapitulaciji Kraljevine Italije nadaljeval v boju proti nacistični nadvladi. A kljub strahovladi Istra ni klonila. Slovenski in hrvaški živalj, stoletja tlačen in zaničevan, se je skupaj z italijanskimi antifašisti dvignil v skupnem uporu in se boril za svobodo, mir in sobivanje v enakopravnosti. Sì, cari compagni, insieme nella lotta per la libertà, la pace e la coesistenza nel rispetto dell'uguaglianza. Dobrodošli na Titovem trgu v Kopru, dragi gostje, tovarišice in tovariši. V naši sredi lepo pozdravljam posebne goste. To so podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Meira Hot, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Tamara Kozlovič, gostitelja in soorganizatorja današnje slovesnosti, župan mestne občine Koper Aleš Bržan in predsednik Zveze združenj borcev Koper Vojko Vodopivec. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote Nobel Slovenije Marjan Križman. Članice in člani občinskega sveta mestne občine Koper. In ne nazadnje, z nami je partizan Danilo Ivančič Luška. Prisrčno dobrodošlico namenjam vsem prisotnim. Buonasera ed un cordiale benvenuto a tutti i presenti. Na prizorišče proslave ob 80-letnici osvoboditve mesta Koper vabim gostitelja današnje slovesnosti, župana mestne občine Koper Aleša Bržana. Invito sul palco il sindaco del comune città di Capodistria Aleš Bržan. Spoštovane občanke in občani, drage tovarišice in tovariši, cenjeni gostje, prijateljice in prijatelji Svobodnega Kopra. 80 let je minilo dne, ko je v Kopru odjeknil zadnji strel v boju za našo svobodo. Spominjamo se drzne akcije partizanskih junakov, ki so 29. aprila 1945 iz koprskih zaporov osvobodili politične ujetnike in dan zatem svojega mesta dokončno izruvali zlo, ki je pri nas terjalo toliko življenj in povzročilo tako veliko trpljenja. Cari cittadini, gentili ospiti, compagni e compagni, mi rivolgo a tutti voi con un profondo senso di orgoglio e stima in questa solenne occasione che ci vede celebrare assieme gli 80 anni dalla liberazione della città di Capodistria e della fine della seconda guerra mondiale. Ni enostavno opisati zločinom fašističnega stroja, ki je v Istri več kot 2 desetletji uničeval vse glede človeškega. Otrokom so prepovedali govoriti materni jezik, ponekod so bila slovenska imena bolnice kraj izbrisana, knjige so gorele, zavedni učitelji, duhovniki, kmetje in delavci vseh narodov so izginjali brez sledu in nekateri se nikoli več niso vrnili. Ugrabljeni, mučeni, streljeni brez sodbe, zgolj zaradi iskrene ljubezni do svojega naroda. A v Kopru nismo sovraštva le izgnali svojega mesta, ampak tudi svojih src. Vedeli smo, da bomo lahko resnično zadihali svobodno le, če bomo svojo prihodnost različni narodi gradili skupaj. Če bomo svoj dom obnovili z medsebojnim razumevanjem. Če se bomo oprli na vezi, ki smo iskali, utrjevali in negovali stoletja, preden je svoje čeljnosti začelo odpirati fašistično zvero. In
čudovito skupnost smo ustvarili v svobodi. Koper je mesto, kjer se ljudje še vedno pozdravimo na ulici, kjer znamo prisluhniti drug drugemu, kjer zgodovina ne počiva v muzejih, temveč živi v srcih ljudi. Kjer se različnost ne skriva, temveč praznuje. In to je naša največja zmaga nad temo, ki nas je nekoč želela razdeliti. Zato vemo tudi, da svobode ne bomo obranili z obsojenjem tistih, ki razmišljajo drugače, ki volijo drugače, ki govorijo, verujejo ali tudi ljubijo drugače od nas. Ravno sposobnost, da razumemo in sprejemamo drugačnost, je dokaz, da smo resnično svobodni. Libertà vuol dire vivere, agire e pensare senza coercizione. È il diritto di avere una voce, ma ciò non significa che dobbiamo sopraffare il nostro interlocutore. La libertà di parola non è una gara di volume, ma un dovere di ascolto. Se nella società non c'è rispetto reciproco, la libertà diventa una finzione. Per questo motivo oggi dobbiamo rivolgere il nostro ricordo e il nostro pensiero a coloro che hanno dato la propria vita per la libertà. Danes se ne spominjamo le velike zmage dobrega nad zlim, ampak tudi poti, ki je človeštvo potisnilo v prepad. Spominjamo se obdobja, ko med ljudmi ni bilo spoštovanja, ko so prevladovali strah, izključevanje in zloraba moči. In ob tem se ne moramo izogniti resnici, da nas nekatere podobe tistega časa danes znova dohitevajo. Preveč dogodkov pri nas in po svetu nas srhljivo spominja na čase, za katere smo verjeli, da so dokončno za nami. Doživljamo globalne pretrese, na katere nismo bili pripravljeni. Vojne, podnebne krize, epidemije, bliskovito hitre tehnološke spremembe, ki rušijo temelje vsakdanjega življenja. In namesto, da bi se v spopadu z novimi izzivi povezali, iščemo krivce, ne rešitev. Zavetje skušamo poiskati v zapiranju v kroge enako mislečih. Stike ohranimo le s tistimi, ki z nami soglašajo in se povezujemo predvsem na podlagi tistega, kar skupnost deli. Za rešitev razglašamo tisto, kar nas je že nekoč pripeljalo do katastrofe. Več orožja in manj dialoga. Več ograj in manj empatije. Več nadzora, manj zaupanja. Spet poveličujemo moč, namesto da bi krepili razsodnost. Zlost je tam, kjer ni poguma. Za svobodo ni dovolj, da jo slavimo. Svobodo moramo imeti pogum živeti. Da sprejmemo resnico tudi takrat, ko je neprijetna. Da branimo dostojanstvo drugega, tudi če ni takšen kot mi. Pogumna skupnost ne zapira oči pred krivico in se zaveda, da sta mir in svoboda odgovornost vsakega posameznika. Naj nas torej današnja slovesnost utrjuje v odločenosti, da si bomo z vsemi silami prizadevali ohraniti Koper kot mesto miru, pravičnosti in sožitja. Da bomo vedno spoštovali bojevnike za našo svobodo, razumeli, kako dragoceno darilo je in jo živeli z odgovornostjo in ponosom. Un momento di riflessione, di memoria e di speranza, di coesione. Questo è il significato che desidero dare a questa manifestazione affinché non si debba mai più su queste terre soffrire e morire per la libertà. Naj živi svobodni Koper, naj živi svobodna Slovenija. Hvala lepa, gospod župan. V imenu Zveze združenj borcev Koper, ki je z mestno občino Koper soorganizator današnje prireditve, nas bo pozdravil tovariš Marjan Križman. Invito sul palco il presidente dell'Associazione dei combattenti per i valori della lotta di liberazione nazionale della Slovenia, il compagno Marjan Križman. Vedno je bilo treba iti do konca naše zgodovine. Sicer danes nas ne bi bilo tu. To, kar je rekel župan, vse drži.
Povedal je zelo lepo. Jaz bi samo še enkrat pozdravil Danila Ivančiča. Ki se je danes tu med nami. On je bil eden izmed tistih, ki je osvobodil zapornike, politične zapornike iz koprskih zaporov. Kako ste si drznili 5 preoblečenih v nemške uniforme iti v koprski zapor, kjer so bili dobro oboroženi stražarji, ko so rekli, zato moraš biti mlad in odločen. In točno to so bili. Dosegli so, da so spustili zapornike in s tem se pravzaprav začel proces osvobajanja. Pa da ne bi pozabili vseh tistih, ki so veliko naredili za to, da se je Koper dejansko tudi osvobodil, bi rad naštel tiste, ki so bili v tej skupini. Žal, biološka ura teče za vse in veliko je že umrlih. Seveda, v prvi vrsti je za ta pogajanja, ki so bila pred samimi zapori, bil Danilo eden izmed, lahko rečemo tudi glavnih igralcev. S tem, ko so vstopili v zapor, so seveda orožniki takratni predali orožje in s tem je bila ta zgodba zaključena. Seveda pomočnik okrožnega načelnika Danilo Petrinja pa je bil tisti, ki je bil ta glavni. Tega še vsi poznamo, ker je bil tudi direktor Luke Koper, če se spomnite prvi, in graditelj Luke Koper. S tem je bil tudi Alojz Maček, Pavel Andrejašič Izor, Emil Škrl iz Sežane, Danilo Ivančič Duško, Anton Čuk in Marjo Ivančič Stanko. To so bili ti heroji. Seveda, tudi med nami so bili izdajalci, to je bil Ivan Bržan, ki so ga seveda iz Babičev, ki so ga odpeljali in je bil verjetno po cesti smrtno ranjen. Pogajanja za predajo Kopra niso bila tako tekoča in tako enostavna, kot bi izgledalo na prvi pogled, kajti Nemci so imeli še vedno tu svojo veliko moč in v Trstu so imeli artilerijo in tudi na svojih vojaških ladjah so imeli topove, ki bi lahko pomotno dosegli Kopr. Vendar z veliko mero modrosti se je ta zgodba dobro končala. In kot je bilo rečeno, ta priseben fant, vojak, Nemc, je prerezal žice in tako ni prišlo do najhujšega. Jaz bi vam rad še samo nekaj povedal, da bomo videli, kolikšno žrtev je dala slovenska Istra od tem, ko je se osvobajala. Umrlo je 244 žrtev fašističnega in nacističnega terorja v ječah in taboriščih. 108 žrtev splošnega fašističnega nasilja. 25 jih je umrlo zaradi bombardiranja, 4 so padli v španski vojski, 45 je bilo pogrešenih in 579 borcev in aktivistov je padlo tu in drugod po Sloveniji. To so podatki iz knjige Slovenska Istra v boju za svobodo, ki so jo, hvala Bogu, napisali tisti, ki so, poleg sveda zgodovinarjev, tudi tisti, ki so to kalvarijo doživeli. In bi rad povedal samo še dve stvari. To, da je Slovenija majhna in da smo mi majhen narod, ni res. Eno figo, bi mi bili samostojna
svobodna in demokratična država, če bi se počutili majhni. Tako se niso majhni počutili naši predniki, ki so vzeli orožje proti mogočnemu fašističnemu in nacističnemu aparatu. Ogromni vojski, ki je bilo skoraj smešno se pred takim vojskom. Pa vendar, zgubljen je tisti, ki se ne upre. Tako smo ohranili svojo svobodo, tako so se udarile meje, v katerih danes živimo. Na drugem zasedanju avtorja so bile določene meje Jugoslavije, pa ne samo Jugoslavije, tudi Slovenije. Nič ni prišlo z neba, vse je bilo potrebno narediti in se za to zboriti in seveda po velikih žrtvah. Vesel sem, da smo se danes zbrali tu na Titovem trgu, kjer svobodno in slovensko govorimo o svobodi, ki traja že 80 let. Upamo, da bo še trajala v neskončnost za vse naslednje generacije, ki prihajajo za nami. Kajti, ko sem bil še občinski svetnik, se spomnim tu za nami v tej palači, ki je mimogrede ena najlepših na Mediteranu, na steni piše: mir temu mestu in vsem, ki v njem živijo. Hvala lepa. To so bile pozdravne besede predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Bodočnost je vera, kdor zanjo umira, se vzdigne v življenje, ko pade v smrt. To so besede Otona Župančiča. Na vrsti je polaganje venca ob spominskih ploščah v Kidričevi ulici. Delegacijo, ki jo sestavljajo župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman in podpredsednica društva Tiger Jadranka Šturm-Kocjan, vljudno prosimo, da položi venec. In Vitja? Častniku, Morda ste se kdaj ustavili ob njih. Na spominskih ploščah na začetku Kidričeve ulice piše: ai combattenti del distaccamento istriano, del comando città di Capodistria, della difesa nazionale, nonché gli attivisti della lotta popolare di liberazione, nello slancio rivoluzionario della popolazione istriana, inflissero la decisiva sconfitta all'occupatore nazifascista locale il 30 aprile 1945. Na drugi piše: padlim borcem in žrtvam za svobodo iz Kopra, Šalare, Semidele in Žusterne. In na tretji: ai volontari delle brigate internazionali dell'esercito repubblicano spagnolo, padlim na španskih bojnih poljanah v boju proti fašizmu v letih 1936-1939. Slava jim. Svoboda ni samoumevna. Večina svoboščin, ki jih imamo danes, je rezultat dolgih bojev, protestov, revolucij
in sprememb sistemov. Ljudje so umirali za pravico do svobodnega govora, glasovanja, gibanja, veroizpovedi. Danes se nam te pravice zdijo samoumevne, a ni bilo vedno tako. Svoboda ni nekaj, kar enkrat dobiš in ostane zavedno. V nekaterih državah se svoboščine krčijo, tudi tam, kjer so jih ljudje nekoč že imeli. Avtoritarni režimi, vojne, propaganda in nadzor nad informacijami lahko svobodo zelo hitro zmanjšajo ali jo celo odvzamejo. Svoboda je kot vrt, ki ga je treba neprestano negovati, z zavestjo, odgovornostjo, spoštovanjem drugih in aktivnim delovanjem v družbi. Spoštovani, napovedujem odhod praporščakov. Čaki, mirno, poravnajte se. Pohodni korak naprej. Borce za svobodo je od nekdaj bodrila pesem. Pesem, ki govori o tovarištvu, solidarnosti, pogumu, socialni pravičnosti. Spoštovane in spoštovani, sledi umetniški del današnje slovesnosti, ki bo naše srečanje obogatil s pesmijo, glasbo in besedo. Današnji program bodo oblikovali ženska vokalna skupina Korala, lovski pevski zbor Dekani, moški pevski zbor Izola, ženska vokalna skupina Deve, mešani pevski zbor Obalca, ženski pevski zbor Pristan, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper in oktet Aljaš. Zborovodje so Iva Dobovičnik, Matej Lazar, Eneja Baluh, Barbara Balač in Anton Baluh. Nastopajo še pihalni orkester Koper, ki ga vodi Boris Benčič, ter igralca Igor Štamolak in Mak Tepšič. Diamo ora lo spazio alla musica e alle parole dei coristi, dei musicisti e degli attori. Buon ascolto.
foglia appena nata nell'alba. Un soffio solo ci unisce, un soffio solo ci disperde.
Zaplavljale so zastave zožganih streh in nepoznane roke nasule so na pot na Mroško pozdrave. Po prvi porciji smo skozi slavoloke stopili v vas, je gruča zavalovala. V zrak matere so dvigale otroke, dekleta z rožmarinom nas krasile, frčale, z glave so titovke in šlevi. Pri oknu se je star prodlan solzila. Potem povelje, čete, v zbor, pojdimo, saj vojna ni končana, pohitimo. Ljudje ostali so brez diha, nemi. Na mah so popustili nam objeli in že bila očetnja vas je bila.
mari insanguinati. Libertà, grida il mondo sotto il tallone degli oppressori. E tu, libertà, rispondi con la voce dei cannoni, con la voce delle folle, con la voce dei martiri. Sei un'ala che vola sulle teste incapite.
nikdar ne bo izdana. Nikoli tujcu te ne bo prodala, če tudi zlato se pred njo košati. Le v njenem varstvu pot lahko ubiraš skozi neštevilna ljudstva širna vrata. Objemaš tujerodca kakor brata, človeka druge barve ne preziraš. Hvaležno srkaj sok iz njene trte, obličje gneti si lesneno glino, v podobo svojo dolbi njene črte. Samo, če v sebi nosiš domovino, so ceste ti na vse strani odprte, le z njo pripadaš v narodov družino.
predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan je v enem od svojih političnih govorov dejal, da mir ni samoumeven. Potrebno ga je graditi vsak dan znova, z besedami, dejanji in mislijo na druge. S to mislijo vas pred prvomajskimi prazniki. Lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, ker ste si vzeli čas in prišli na praznovanje 80. obletnice osvoboditve Kopra, ko hkrati obeležujemo konec druge svetovne vojne. Gentili ospiti, cari compagni, in occasione della festa del 1 maggio, auguro a tutti una felice ricorrenza. Concludiamo la manifestazione odierna tenendo alti i valori della pace, del rispetto reciproco e della libertà per tutti i popoli. Naj se na koncu zahvalim organizatorjem letošnje slovesnosti, Mestni občini Koper in Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Koper, ter vsem pevkam in pevcem, glasbenikom, njihovim dirigentom, recitatorjema in praporščakom. Na praznični dan se ne bomo razširili, da bi zapeli pesmi, ki smo jo vzljubili in vzeli za svojo himno. Spoštovano občinstvo, vstajenje Primorske.